Audicije so bile kar naporne. No. Vsak dan smo preizkusili 100, včasih 200 ljudi in dobivali smo posnetke od ljudi iz celega sveta. Od znanih imen, Scarlett Johansson, Gal Gadot, ampak potem smo se na neki točki odločili, da nam je vseeno za nek ta status, za to, koliko je nekdo znan in smo se odločili na podlagi enega samega kriterija, surovega igralskega talenta. In za eno vlogo sem takoj vedel, koga hočem. Ziza je z Jackom sodelovala že pri filmu THC 6969, ki jo je katapultiral med zvezde. Od takrat je Jack želel ponovno snemati z njo in ko se je ponudila priložnost za ta projekt, je bila prva, ki jo je poklical. Čauči, jaz sem Ziza in v Sencah nad Haradom... Ziza, kar sem reče lahko? Čauči, jaz sem Ziza in v Sencah nad Haradom seveda igram Hleba. Jack je pesnik mojega srca, res sem vesela, da je bil ravno ta projekt THC 6969, ki pravzaprav govori proti zatiranju umetniške svobode, da je bil ta, ki me je izstrelil na oder slave. The youth, the wild that rose up from the ashes, the adults, living and dead that fought for our rights, artists, sweet artists, hold on, crazy, the world goes on and goes. Za lik Neodima, oziroma Nea, kot ga verjetno poznate boljš, smo prvotno castali Willa Smitha. Alright, this is one of them stories I'm not proud of, but it's the truth. I did turn down Neo. Zdaj, Will sicer trdi, da je on vlogo zavrnil, ampak mislim, da vsi vemo, kaj se je resnici zgodilo. Better luck next time, Will. Ja, dejstvo je, no, da je Will Smith v bistvu kar veliko ime, ampak v predprodukciji smo potem ugotovili, da bi za vlogo mogoče vseeno naredili nekoga čisto malo mlajšega in vloga Nea je šla potem Timijanu Brescu, no, ki je seveda naravnost fantastičen igralec in je, vsaj po mojem mnenju, bolj primeren za to vlogo. Hulk. Moje ime je Timijan Brezec, igram lik Neodima. Do zdaj sem sodeloval pri manjših indie filmih, ampak potem, ko so Sence nad Haradom doživele uspeh, kakšnega so, sem pa sodeloval kar pri par projektih, naprimer Fast and Furious 12, Mayhem in Middle-earth se zdaj pripravlja, trenutno me pa lahko vidite na platnih Kilmeriljona. Vedno smo vedeli, da bo izbira igralca, ki bo podobil Rotorja najtežje od vseh. Malo sem se kar bal teh audicij, no, ampak potem, ko sem videl Denizove posnetke, sem bil takoj odločen. On je bil res za cel razred boljši od ostalih in po mojem mnenju je on rojen za to vlogo. Trikrat zdaj prekinjam svojo zaobljubo. Trikrat zdaj preklinjam svojo zaobljubo Tingolu in rajši bi, da bi me bil že kar tam v mene grotu pobil, kakor da tebe pripeljem v Senco Morgotovo. Živjo, jaz sem Denis. V filmu igram gondorskega bojevnika Rotorja. Na audicijo sem se pa prijavil, zato ker rad dajam čim več priložnosti svojemu igralskemu potencialu. Čeprav malo sem se začel bati, kaj če me bojo preveč začeli povezovati s temi tipskimi, stereotipnimi moškimi karakterji, kot je bil na primer že Gandalf v filmu Epski Hobbit. Dober večer, Bilbo. To je Thorin, hrastov ščit. Upam, da je večerja pripravljena. Kaj, gospod Bogataj? Za vlogo sem mogel biti v top življenjski formi in zato sem začel 10-stopenjski najtežji možni trening.
Ko so se nam pridružili Ziza, Deniz in Timjan, smo imeli tako čvrsto, zdravo jedro naše ekipe.